Pojdimo v Belo hišo in tukaj je Jonathan Karl z ABC-ja. John, vem, da si imel priložnost govoriti s predsednikom Trumpom kmalu po ameriških povračilnih napadih. Kaj je povedal? Lindsay, predsednik mi je jasno povedal, da so ti ameriški napadi na Iran posebej odgovor na to, da je Iran sestrelil tisti helikopter Apache. Ne vidi tega kot začetek večje nove ofenzive proti Irancem. Trump je pravkar odvrgel bombe na Iran. Ponavljam, Trump je pravkar odvrgel bombe na Iran. Ne, to ni stopnjevanje v novo veliko vojno. To je odgovor na ogabno dejanje Irana, ki je še enkrat poskušal sabotirati pogajanja, ker ja, Iran, Islamska republika, ni zainteresiran, da bi pogajanja dejansko uspela. Trump si želi, da bi dogovor uspel. Poglejmo si vse, kar se je zgodilo in zakaj se je to pravzaprav zgodilo, saj je to izjemno pomembno. Obvestilo Fox News, Iran je pod napadom. Trump je ukazal CENTCOMu naj izvede obrambne napade, potem ko je sovražni dron sestrelil helikopter Apache, ki je patruliral po ožini. Dobro, bodimo zelo jasni. ZDA so imele helikopter, ki je patruliral po ožini, kar je očitno zelo sporno območje, saj tukaj poteka ves promet z nafto. Ne vsa, ampak 20% svetovne nafte gre skozi to območje. In to je razlog, da so se cene nafte po svetu zvišale, ker Iran nadzoruje ožino in jo na nek način blokira, postavlja mine in podobno, ZDA pa poskuša nekaj ukreniti glede tega. Torej obstaja ameriški helikopter in Iran se je med pogajanji odločil sestreliti ta helikopter. Spomnite se, danes naj bi bil dan, ko bi morali podpisati celoten dogovor. Hvala Bogu, da je moški v helikopterju v redu, ampak to pomeni, da se ne bojijo napasti Amerike vojaško, kar je neumno, ker uganite kaj. Amerika je boljša od njih v napadanju. Oba pilota sta bila rešena iz vode z brezpilotnim morskim dronom, ki ga upravlja Task Force 59 v Bahrajnu. Ali to mimogrede najbolj kul stvar? Kakšno kul dejstvo. Zdaj obstajajo brezpilotni morski droni, ki lahko gredo in rešujejo ljudi v morju. Neverjetno, Amerika je tako kul, vojska je tako kul, Iran jim ne seže do kolen. Droni, ki jih je izdelal Texas, dolgi so 24 čeljev, lahko prepotujejo 1000 milj in dosežejo hitrost 35 vozlov. In to je bilo prvo reševanje z morskimi droni v zgodovini bojevanja. Trump je bil na telefonu. V redu, torej še en zgodovinski res kul dan, ampak to ni bistvo tega videa. Namen ni, da bi se navduševala nad vojaškimi operacijami Meira K. Gre za to, da se osredotočimo na to, zakaj se Amerika zdaj vojaško bori proti Iranu. Dobrodošli v oddaji Pushback, sem Erik, vaša voditeljica. Poskrbite, da se naročite, všečkajte video in naredite vse, kar je treba, ker se upiramo. Dovolj imamo in ne maramo, da islamski teror vlada svetu, ter menimo, da je Amerika odlična. Gremo. Ko je dal ukaz, je Pota za medije povedal, da gre za povračilni ukrep zaradi napada na helikopter. In pomembno je, da je naš odziv močan in odločen. CENTCOM je naš odziv označil za sorazmeren, vendar viri pravijo, da uničujemo iransko zračno obrambo, radarske sisteme vzdolž celotne ožine in še nismo končali. Lahko samo povem, da je celotna ideja o sorazmernem odzivu napačna, ker na Bližnjem vzhodu, še posebej, ko imaš opravka z islamskim terorističnim režimom, oni ne pričakujejo, da se boš odzval sorazmerno, ker potem ugani kaj. Če lahko prenesejo odziv, bodo to preprosto naredili znova. O čem bi morali razmišljati je zelo preprosto. Odvračanje. Želite odvrniti Islamsko republiko, da tega ne bi ponovila, ker če mislijo, da se bodo temu preprosto izognili in prenesli ameriški odziv, to ne bo delovalo. Celotna ideja o sorazmernosti je napačna. Ni pomembno, ko imate opravka z norci. Ideja tukaj mora biti vprašanje, kako jih odvrniti od tega, da bi to ponovili in da razumejo, da mislite resno, kar pomeni, da če vas oni napadajo malo, jih vi napadete veliko bolj. Tehnično gledano vem, da se ne zdi tako, ampak smo še vedno v premirju. In predsednik še naprej pravi, da smo blizu dogovora. Lahko samo povem, da tudi na Bližnjem vzhodu premirje ne pomeni premirja, tako kot ga razume Zahod. Premirje pomeni, da bomo zdaj prišli v stanje vojne, ki v resnici ni vojna, v kateri ena stran napade, druga pa odgovori s povračilnim napadom. Zakaj je tako? No, ker so ljudje, ki napadajo na Bližnjem vzhodu, ponavadi fanatiki, ki verjamejo v islamske teroristične režime, zato to vidijo kot svojo versko dolžnost, da še naprej napadajo. Zato nikoli, res nikoli ne spoštujejo premirja. Samo preverjajo, kako daleč lahko premikajo meje tega, kar bi Američani ali zahodni svet šteli za premirje. Torej, veste, prenehanje izstreljevanja raket, prenehanje napadov z droni in upajo, da jim ne bo treba plačati cene povračilnih ukrepov. In tako, ko imata Izrael in Libanon premirje, še naprej napadata drug drugega. Ko imata Iran in Amerika premirje, ni ravno tako. Med obema stranema nenehno prihaja do manjših napadov, dokler se to ne stopnjuje v nekaj veliko bolj resnega.
Smo v zaključni fazi dogovora, ki bo zelo, zelo dober in na noben način, v nobeni obliki ali podobi ne bo dovolil jedrskega orožja in podobno in podobno. In ožina se bo takoj odprla se bo takoj po podpisu, kar bi se lahko zgodilo v 2 ali 3 dneh. Mislim, da ljudje postajajo mal naveličani poslušanja, da bo ta dogovor kmalu sklenjen. Pomembno je opaziti, da je njegov poudarek na jedrskih zmogljivostih, ker začenjajo spoznavati nekaj, kar so ljudje, ki so v tej situaciji že dolgo, vedeli že od samega začetka, da se Islamska republika svojih vojaških zmogljivosti nikoli ne bo odpovedala. Torej, kar želite povedati zdaj, je, da namesto da bi to spremenili, namesto da bi jih izbrisali in odpravili kot grožnjo, se to nikoli ne bo zgodilo. Ohranimo jih kot minimalno grožnjo, vendar poskrbimo, da se največja grožnja, njihove jedrske zmogljivosti, nikoli ne uresničijo. In to mora biti cilj. To mora biti celoten cilj. Mimogrede, to je trenutno velik del spora med ZDA in Izraelom. Ker čeprav ZDA trpijo na svojih ameriških bazah, saj Iran napada naključno na različnih mestih po državah zaliva, Izrael prav tako trpi posledice, ker naključno izstreljujejo rakete na nas in uporabljajo svoje iranske proksi skupine v Libanonu ter Hamas in druge, da še naprej napadajo Izraelce. In zato ima Izrael stališče, da jih je treba popolnoma odstraniti kot grožnjo. Amerika pa pravi, ne, samo jedrske zmogljivosti. Če ostanejo nadloga, se bomo pač morali s tem spoprijeti in jih odvračati. Da bodo pogoji jasni, je treba uran predati in uničiti. Obogatitev se mora ustaviti za vsaj 2 desetletji. Vsa jedrski objekti morajo biti popolnoma razstavljena. In Združene države lahko izvajajo nenapovedane inšpekcije, kadarkoli želimo. Ožina bi se takoj odprla. Pravzaprav minister za energijo pravi, da je promet večji. JP Morgan ocenjuje 2 milijona. Ups, kaj ocenjuje JP Morgan? Stari, povejte nam. V redu, medtem ko čakamo, da ta video začne delovati, morate vedeti, da so zahteve glede jedrskih zmogljivosti Irana in razlog, zakaj si Amerika želi, da bi jih čim bolj ustavili, zelo pomembni. Iskreno, to je res izjemno kul. In vizualni posnetki tega napada so nori. Kmalu jih bom pokazala. Ožina bi se takoj odprla. In dejansko, minister za energijo pravi, da je promet večji. JP Morgan ocenjuje, da vsak dan izpluje 2 milijona sodčkov. Ameriška mornarica spretno vodi tankerje skozi. In cena surove nafte je skoraj spet padla v 80. Torej, ko bo gejovski ajatola podpisal dogovor, je vojne konec. Pa če je Izraelu všeč ali ne. To je bistvo, pa če je Izraelu všeč ali ne. Mislim, to ni bistvo, ampak je ena od točk, ker bo ta dogovor, če ga bodo dejansko upoštevali, ustavil Iran pri razvoju jedrskih zmogljivosti, kar je eksistenčna grožnja. Ne bo pa jih ustavil, da ne bi bili resen problem na Bližnjem vzhodu. Trump je imel še en pogovor z Netanjahujem, tokrat brez kletvic. Rekel sem, naredi, kar je prav, ampak želim, da se ustaviš čim hitreje lahko. Ironija je v tem, da je pred 2 dnevoma Iran napadel Izrael. Izrael pa se je odločil za povračilni ukrep. In Netanjahu in Trump sta poklicala Netanjahuja in mu rekla, absolutno ne, ne smeš se maščevati, češ, fantje, nehajte. In Izrael je bil kot, ne, mi se bomo maščevali, ker kot je rekel Marco Rubio, samo neumne države ne odgovorijo, ko jih napadajo. Ampak so se maščevali na zelo, veste, prijazen, vljuden način. Ja, vzeli so nekaj sistemov zračne obrambe in podobno, ampak niso odgovorili s polno silo. In Trump je bil kot, v redu, zdaj se lahko vsi vrnejo za pogajalsko mizo. Zanimivo je, da je naslednji dan, ko se je Iran odločil, v redu, veste kaj, če Trump res ne želi stopnjevati tega, zakaj pa ne bi napadli ameriških helikopterjev? Trump je bil kot, ja, jebi ta sranja. Mi bomo odgovorili in bomo se maščevali. In to je zanimivo. Na začetku so res mislili, da je to morda samo enkratna priložnost za obračun z Izraelom. Ampak zdaj, ko gre za Ameriko, kot da počakaj malo. Ker morajo nehati, to je imelo opraviti z Libanonom in to se mora ustaviti. Ko ste mislili, ko je on mislil, da gre tukaj samo za Libanon in da Iran poskuša braniti Libanon, o čemer smo očitno že podrobno razložili, potem ni želel, da bi Izrael odgovoril. Ampak zdaj, ko vidijo, da gre samo za to, da je Iran postal, veste, precej preveč samozavesten glede svojih sposobnosti, od tam to izhaja. Poglejmo si posnetke ameriških napadov, ki prihajajo. Domnevno poteka že 3. val ameriških napadov, ki ciljajo na iranske sisteme zračne obrambe in dodatne vojaške lokacije po južnem Iranu. To je tako kul. Vedno bom praznovala, ko Islamska republika pade. Poglejmo še nekaj stvari, ki prihajajo na dan o tem. Pojdimo v Belo hišo in tukaj je ABC-ov Jonathan Karl. John, vem, da si imel priložnost govoriti s predsednikom Trumpom kmalu po ameriških povračilnih napadih. Kaj je povedal?
Lindsay, predsednik mi je jasno povedal, da so ti ameriški napadi na Iran posebej odgovor na to, da je Iran sestrelil tisti helikopter Apache. Ne vidi tega kot začetek večje nove ofenzive proti Irancem. Ponovno. Opomnik. Vsi bodo rekli, da je Amerika začela vojno. Ne. Amerika ni ponovno začela vojne. Poskušajo postaviti Iran na svoje mesto, ker jih je zdaj treba odvrniti. Samo odvrniti jih moraš od tega, da bi mislili, da lahko napadajo, napadajo in napadajo. In očitno niso odvrnjeni. Pomisli, so tik pred sklenitvijo ogromnega dogovora in ravno ko so tik pred tem si rečejo, veš kaj, zakaj pa ne bi napadli ameriških helikopterjev? To ne kaže ljudi, ki bi bili dejansko usklajeni z ameriško vizijo, kaj ne? To je odgovor na to, kar so naredili z našim helikopterjem sinoči, mi je povedal predsednik. In verjamem, da bi moral biti odgovor zelo močan, zelo silovit in to je to. Ja, točno to je to, prijatelji moji. ZDA so izvedle napade kot odgovor na iranski napad na Apača. Osrednje poveljstvo ZDA, CENTCOM, je izvedlo popolne obrambne napade proti Iranu 9. junija po navodilu vrhovnega poveljnika kot odgovor na včerajšnje sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja Apache. Enote CENTCOMA so z natančnim orožjem ameriških letalskih in mornariških lovcev napadle iransko zračno obrambo, postaje za nadzor na tleh in nadzorne radarske postaje v bližini Hormuške ožine. Operacija je bila sorazmeren odgovor na nedavne napade na ameriške sile in mednarodne trgovske ladje, ki prečkajo regionalne vode. Ameriške sile ostajajo pozorne in pripravljene braniti se pred neupravičeno iransko agresijo. To je trenutno stanje. Zdaj samo opomnik, povečana različica posnetka očitno potrjuje trenutek udara ameriške flote s sedežem v Bahrajnu, ujet na kamero. Popolnoma noro. Iran je obljubil odločen odgovor in to naj bi bilo to, dostavljeno na najbolj simbolni vojaški naslov v zalivu. Tako da seveda zdaj, ko so ZDA odgovorile, Iran pravi, veste kaj, mi jim bomo odgovorili in napadli ameriške baze, kar tudi počnejo po državah zaliva. Zdaj ne bi bil ta napad, ki ga vidite tukaj, kot kaže, zelo majhen in simboličen. Domnevno iranski dron, ki napada, čeprav tega še ne vemo zagotovo. Kot odgovor, vendar me to ne bi presenetilo. Saj Iranci niso prav nič zadovoljni, da so ZDA odgovorile in prekinile. IRGC trdi, da so iranske sile izvedle napade na ameriške baze v regiji kot odgovor na nedavne ameriške napade v Južnem Iranu. Teheran je opozoril, da bo vsako nadaljnje ameriško vojaško stopnjevanje naletelo na še hujše in obsežnejše napade na dodatne cilje. Tukaj je tisto, kar morajo ljudje razumeti. Iran, Islamska republika, niso racionalni akteri v tej celotni zgodbi. Vse jim je do spoštovanja in prikazovanja svoje moči, pri čemer so uspešni. Oni so tisti, ki nenehno stopnjujejo stvari. In potem morajo na to odgovoriti Amerika, Izrael ali zalivske države. To je njihov način delovanja. To je tisto, kar počnejo. Torej, ali bo to popolna vojna? Verjetno ne, razen če sta to načrtovala Trump in Netanjahu. Ampak Iran zagotovo poskuša pritisniti na čim več gumbov, da vidi, kako daleč lahko pridejo s tem. In upajmo, da ne bodo prišli prav daleč. Kakorkoli, to je trenutno stanje. Iran napade Izrael kot odgovor na nekaj, kar Izrael počne v Libanonu, kar jih sploh ne zadeva. Izrael se maščuje, vendar na način, kot je rekel Trump, naj bo to umirjeno. In tako Izrael tudi stori. Očitno so pogajanja še vedno v teku, nato pa se Iran odloči napasti ameriški helikopter. Amerika reče, nikakor ne. In odgovori z napadom na iranske sisteme zračne obrambe in podobno po vsej Iranu. Iran na to reče, nikakor ne, in začne napadati ameriške baze v zalivskih državah. In zdaj moramo videti, kaj se bo zgodilo, ker to še ni še ena vojna med temi državami. To je le običajen dan na Bližnjem vzhodu, s premirji, ki so prava premirja. In fantje, ali res mislimo, da bo ta pogajanja uspelo? Mislimo, da bo prišlo do dogovora. Zaenkrat še ni jasno. Ampak glede na to, kako stvari izgledajo, se ne zdi, da bi Iran ravno kot pripravljen udeleženec teh razprav. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.